Tokrat smo kakovost v zdravstvu resnično definirali v tej uredbi toliko natančno, da ne bi smelo biti težav tudi pri implementaciji le-tega. Namreč kako bi pacient naj čutil to kakovost v zdravstvu? To je najpomembnejše. Na način, da se lahko prijavi k zdravniku tudi preko enega izmed elektronskih medijev in da dobi informacijo, ob kateri uri bo na vrsti. Torej to, da naj bolnik ne bi čakal več kot 1 uro v čakalnicah, je največji doprinos, ki ga je treba spraviti v življenje. Čakalnice si torej dajmo želeti, da bi bile skoraj prazne. Čeprav je ob tem, da so danes hodniki temni od ljudi, težko verjeti, da do tega sploh lahko pride. Druga pomembna zadeva je ta, da tisti pacient, ki bo prišel v zdravstveni dom, ki bo iskal pomoč na primarnem delu, ne bo potem poslan kar tako splošno, kjerkoli si naj išče specialistični pregled, ampak bo skladno z njegovim soglasjem usmerjen strani zdravstvenega osebja. To pomeni, da ne bo hodil od bolnišnice do bolnišnice in iskal specialista, ki bi ga sprejel. Kajti tu je največja težava za mnogo koga, za tiste izjemno bolane, kako težko jim je iskati potem priložnosti, kje sploh lahko pridejo na vrsto. Da smo mi z določeno kakovostjo, seveda, že kar globoko v zdravstvu kaže tudi ta pregled čakalnih dob, ki je na Ministrstvu za zdravje objavljen za vse bolnišnice, seveda pa bodo zdaj objavljeni tudi koncesionarji, kakšne so čakalne dobe pri koncesionarjih. Kasneje bo to obveznost, ki je bila sicer tudi danes obveznost IVZ-ja, jo bo tudi skladno s to uredbo moral upoštevati in v roku 6 mesecev imeti nabore, tovrstne nabore stalno na svojem portalu. Kajti to, da se pacienti lahko odločajo, se lahko odločajo samo takrat, ko so informirani. V 2 mesecih bi naj izvajalci od te uredbe pričenjali z novim načinom naročanja. Naj omenim, da ga ponekod imajo. Recimo bolnik ima celo naročanje preko interneta, seveda v večini ga pa nimajo. Tudi dvomim, da se bo to zgodilo res takoj in samo od sebe, ampak bo tukaj potrebno vložiti veliko energije. Kot pomemben pravilnik je tudi ta pravilnik o čakalnih dobah, ki je objavljen v Uradnem listu 26.9. In seveda je nekako dopolnjuje to uredbo, kajti tu so definirane, kaj sploh čakalne dobe so. Kajti tisti bolnik, ki je resno bolan, seveda njegova čakalna doba ne more biti dolga, ne vem, 6 mesecev, ampak seveda gre za 3 različne kategorije. Gre za nujno, hitro in za redno uvrščanje na nacionalno listo. In da pa pri tem lahko veliko pripomore res zdravstveno osebje in centralno umeščanje načrtovanja dela v zavodih. Toliko v besedah, v dejanjih pa verjamem, da bomo vsi skupaj, tako uporabniki, kot tisti, ki so izvajalci, pripomogli, da pridemo k enemu sodobnejšemu načinu tudi na področju zdravstva v Sloveniji.